ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Nejca Sokliča, ambicioznega mladega ustvarjalca digitalnih vsebin in podjetnika, ki želi živeti življenje z veliko začetnico in ga zato ni strah stopiti iz cone udobja. Iz poslovnih razlogov se je pred približno pol leta preselil v Dubaj. Nejc Soklič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Če začneva kar na začetku, zakaj ste se odločili oditi in kako to, da ste izbrali Združene arabske emirate? Razlogov za selitev je bilo več. Vsak, seveda, jaz prihajam iz majhne vasi na Gorenjskem, na prisojni strani Krvavca, in ko si predšolski otrok, je tvoje obzorje sega samo do praktično svoja hiša in do prijateljevih hiš v okolici. Ko greš v osnovno šolo, se tvoje obzorje razširi do osnovne šole v bližini, ko greš v srednjo šolo še malo bolj in recimo na fakulteto še malo bolj tja do Ljubljane. In po 4 letih življenja tam sem pa hotel neke nove izzive, sem iskal nekaj več in to sem našel ravno na Bližnjem vzhodu, kjer tudi že zdaj več kot pol leta tukaj že živim. Kaj za vas pomenilo vstopiti na tuji trg, kjer je konkurenca precejšnja? S kakšnimi izzivi ste se soočili? Definitivno vsak korak v neznano je nek svojevrsten izziv. Tudi mi smo se soočali z mnogimi izzivi. Če gledam zdaj za nazaj, ko smo se dejansko sem preselili, se niti nismo zavedali, kam se podajamo, ampak sem velik zagovornik tega, da se vržeš v vodo v narekovajih in se naučiš plavati. Si prilagodljiv, iznajdljiv, ni te strah novih izzivov, ampak se primeš njimi, ker mislim, da na ta način lahko rasteš. In tudi, ko smo prišli sem, ko smo vstopili na ta trg, smo se soočali z čist drugačno situacijo, kot pa smo mislili, da bo. Ampak seveda se človek, tako kot v evoluciji, se prilagodi in posledično tudi preživi. Zdaj Združeni arabski emirati so doživeli hiter razcvet, bilo je tudi ogromno vlaganj. Kaj to pomeni za tamkajšnje življenje? Kaj si lahko privošči posameznik s povprečno plačo? Dubaj je meni osebno izredno zanimiv iz večjih razlogov. Eden izmed teh je, da tukaj lahko živiš kakršenkoli standard življenja. Se pravi, na socialnih omrežjih ogromno vidimo nekega bogastva, dobrih avtov, dobrih nepremičnin in tako naprej. Ampak realnost je, da tukaj 80-90% ljudi živi na nekih normalnih plačah oziroma povprečnih evropskih plačah ali še nižje. Mi kot Evropejci, ki delamo v določenih sektorjih, ki so malo bolj tehnološko napredni, imamo pač nek privilegij, da lahko živimo nek višji standard kot v Evropi. Seveda je pa ogromno ljudi, ki živi tukaj, v evropskem smislu bi lahko rekli, da živijo na pragu revščine, ampak tukaj lahko zelo normalno oziroma zelo v redu preživijo oziroma celo pošiljajo denar domov v razno Indijo, Pakistan, Afganistan, Bangladeš in tako naprej. Tako da z neko povprečno slovensko plačo se tukaj da preživeti, ampak kdor pride sem, noče živeti nekega takega življenja, oziroma mu ni cilj živeti neko normalno življenje tukaj, moje mnenje je tako. V Sloveniji z neko povprečno plačo mislim, da lahko veliko bolj živiš kot pa tukaj, z neko večjim finančnim vložkom, seveda, pa mislim, da imaš tukaj lahko nek višji življenjski standard. Dam za primer, recimo, seveda cene najemnin so tukaj precej višje kot v Sloveniji, precej višje kot v Ljubljani, ampak zraven seveda dobiš nekatere stvari, katerih nismo niti navajeni mi v Sloveniji. Naprimer, imaš 24/7 varovanje, imaš bazen, imaš savno, imaš fitness v X-tem kompleksu povsod, ne. In to je nek nadstandard, ki je v bistvu tukaj standard, v Sloveniji pa tega praktično nimamo. Ja, in vse te storitve predstavljajo še nek dodaten strošek, recimo, da se nekdo včlani v fitness ali gre na bazen. Zdaj, kako vi sicer doživljate to mesto, tudi izjemno arhitekturo? Ko prvič stopiš v Dubaj, še se spomnim dneva, ko smo prišli in gledaš vse te njihove znamenitosti, Burj Khalifa, pa muzej prihodnosti, pa Burj Al Arab, oziroma ta jadro in tako naprej, si seveda fenomenalno navdušen, vidiš z lastnimi očmi, preplavite nek občutek evforije, potem pa s časoma
teden po teden, ko se zavedaš, da nisi več ti turist, ampak to v bistvu Dubaj predstavlja tvoj drugi dom, že praktično. So pa nekatere stvari postanejo skoraj, bi rekel, že samoumevne. Seveda si še vedno presenečen nad temi stvarmi, še vedno dobiš nek dopamin, ko si v stiku ali pa ko vidiš take arhitekturne presežke, ampak ni pa več to kot prvič, drugič, ko si bil tam, ko si dejansko to na lastne oči videl in izkusil. Kaj pa cene nepremičnin? Kakšne so in kako dostopna so stanovanja, ter obstajajo kakšne omejitve za tujce pri nakupu? Nepremičnine so ena najbolj popularnih industrij tukaj v Dubaju. Zanimive so predvsem zato, ker imajo neverjetno oziroma zelo dobre plačilne pogoje, take kot jih v Evropi marsikje ne poznamo. Se pravi, da ti lahko kupaš na primer že stavbo, ko je samo predstavljen projekt, se pravi, niti graditi še ni začela, ampak ti lahko že kupiš stanovanje. To pomeni, da ti lahko stanovanje kupaš po veliko nižji ceni, ker je še ni zagotovljeno, da bo zgrajeno. Seveda, po drugi strani je pa to še en super koncept, ki ga je Dubaj uvedel, da ti v bistvu denarja developer oziroma ta podjetje, ki gradi to stavbe, nepremičnine, ne dobi, dokler ne konča projekta. Torej si ti varen, če slučajno projekta ne dokončajo. In oni se s tem zavežejo, da dobijo denar, ko dokončajo projekt. Poleg tega pa lahko kupaš tudi nepremičnine na obroke. To je še ena stvar, ki lahko ti, na primer, za neka manjša stanovanja lahko daš mesečni obrok 2-3 tisoč evrov na mesec in bo čez 2 leti recimo to stanovanje zgrajeno in bo tvoje. Ko je stanovanje zgrajeno, ti niti ne rabiš odplačati še celega stanovanja, ampak samo 60%, ko je plačano, je v bistvu tvoje. Drugi razlogi so pa še, da cene nepremičnin izjemno hitro rastejo, ker ima Dubaj se zelo, zelo hitro razvija, ima res nenehno rast. Vejo, da se bodo vsaka nepremičnina, ki bo kasneje zgrajena, bo še vedno pridobivala na vrednosti, plus vse prejšnje bojo pridobivale. Zato so investicije v nepremičnine v Dubaju izjemno zanimiv oziroma izjemno privlačne za investitorje. Poleg tega pa lahko kupiš nepremičnine tudi v kriptovalutah. Tako da tudi tukaj je Dubaj še ena, kako bi rekel, neka oaza za te ljudi, ki se ukvarjajo v tej industriji. Kultura je bistveno drugačna, v državi je večinsko prisoten islam, vloga in položaj žensk sta drugačna, tudi navade. Kakšne so vaše izkušnje s tem? Dubaj se mi zdi, da je zelo postal odprt zahodnemu svetu. Seveda Abu Dhabi je čisto drugačna zgodba, drugi Emirati so spet čisto drugačna zgodba. Specifično Dubaj je postal res zelo zahodnjaško odprt, praznujejo, se pravi, odkar smo tukaj, se je praznovalo in indijski prazniki, se pravi vsi prazniki hindujske vere, praznujejo se vsi krščanski prazniki, lik zaradi teh mešanice kultur, da se dejansko vsi svetovni prazniki praznujejo, oziroma vsaka neka skupnost praznuje določene praznike. Te stvari normalno komunicirajo, ta neka rasna strpnost je na zelo visokem nivoju tukaj. Vas je kaj posebej presenetilo v zvezi z državo, prebivalci, vremenom, ko ste prišli na začetku? Ko smo prišli, me je seveda prva stvar, ki me je presenetila, je bilo vreme. Tukaj je bilo konec poletja, septembra je bilo, mislim, da 37-38 stopinj iz dneva v dan. Ta zrak je... Nismo mi navajeni kot Evropejci take vročine iz dneva v dan in v roku 2 do 3 tednov smo vsi doživeli nek manjši burnout, ker si spal po 12 do 14 ur na dan. Mi smo mislili, da bomo šli ven na sonce, se oziroma sprehajali in boš preživel. Ampak na dolgi rok naša telesna niso bila navajena tega, no, to je bila ena stvar, ki sem jo na začetku opazil. Druga stvar pa, ki me je presenetila, je pa tempo življenja. Se pravi, tukaj se iz dneva v dan se stvari spreminjajo. V Sloveniji smo mogoče malo bolj navajeni, da zgrejo stvari počasi, da ko se ena stvar zaključi, se nova začne, da se držiš neke rutine. Tukaj je pa to ena stvar, ki mi je hkrati presenetila, ampak mi hkrati tudi zelo odgovarja, ker smo mladi, imamo energijo in tako naprej. In mi je zelo všeč, da se 24/7 tle praktično dogaja. Po drugi strani pa za tiste, ki pa bi želeli imeti mir, pa mogoče ta lokacija ni najboljša za njih. Dubaj je nekakšni talilni lonec različnih kultur. Nekaj ste že povedali o tem praznovanju različnih verskih praznikov. Kako pa izgleda to stapljanje različnih narodnosti v neko družbo? Mislim, da je Dubaj lep dokaz, da lahko več narodov živi skupaj v sožitju, da ne rabimo nobene rasne nestrpnosti. Moramo vedeti, da tukaj je 35% indijske rase, potem mislim, da je okrog 15% Pakistancev,
Afganistancev, Bangladeša, samo 11 do 15% je dejansko lokalcev oziroma emirati teh Arabcev. Drugo so vse tujci in vsako leto se priseljujejo novi ljudje iz različnih držav, med drugim živi tudi, mislim, da okrog 800 Slovencev tukaj in seveda mi je zelo všeč, kako narodi lahko živijo med sabo, delujejo, ni nekega rasizma preveč prisotnega, ampak so vsi med sabo prijazni. No, to mi je eno potrdilo, da je to mogoče. V Združenih arabskih emiratih večina ljudi živi v teh urbanih predelih. Kaj pa tisto ruralno okolje? Koliko ga je, ste ga kdaj obiskali? Nismo bili veliko izven Dubaja, ker seveda večino časa delamo v Dubaju ali pa v Abu Dhabiju, ampak smo obiskali tudi druge predele Emiratov. Se pravi, moramo vedeti, da Emirati so sestavljeni iz 7 nekih Emiratov. Torej imamo Abu Dhabi, Dubaj, Šardžo, Adžman, Ras Al Khemo, Kuvein pa Fudžejrah. Fudžejrah je v bistvu čist na drugem koncu in tam smo bili enkrat na neki plantaži in tam je življenje čist drugačno, tako za 180 stopinj drugačno kot pa recimo v nekem centru Dubaja ali pa tako kot si mi predstavljamo Dubaja, ne. Tukaj, ko zapustiš Dubaj in greš malo ven iz mesta, je seveda življenje totalno drugačno. Večina ljudi ne govori angleško, že samo recimo 1 uro vožnje iz Dubaja. Imamo velike probleme s komunikacijo, pa niti ne s povprečnimi ljudmi, ampak tudi na avtobusih in drugih uradnih zadevah je težko dobiti nekoga, ki govori angleško. To je bila ena izmed stvari. Poleg tega je pa življenje čisto povprečno teče. Ni nobenega luksuza, ni nobenega pretiranega bogastva, ampak je življenje tako kot v vsaki, arabski drugi vasi praktično. Zdaj v Dubaju je veliko tudi te internacionalne kuhinje. Je mogoče okusiti tudi neko pristno domačo in pa pogrešate kaj slovensko hrano? Ja, to je ena izmed stvari, ki jih verjetno poleg pitne vode seveda pa mogoče kakšnih hribov gorenjskih najbolj pogrešam. Seveda mamina kuhinja ali pa neka pristna domača slovenska hrana je nekaj najboljšega, kar bi si zdajle želel jesti, ker tukaj se navadiš, bi lahko rekli, že malo na ta ameriški stil življenja. Seveda tukaj dobiš vse različne kulinarike sveta, od bližnje vzhodnje, indijske, daljni vzhod, ameriške verige, hitre prehrane in tako naprej. Vse pa tudi pozna seveda kvaliteta hrane, da je veliko nižja kot v Sloveniji. In šele, ko si ti dalj časa v tujini, se začneš zavedati, kako dobro hrano imamo mi v Sloveniji. Seveda je to, ko človek nekaj nima, se šele začne zavedati pomena in točno to je. In mislim, da bi vsak, ko je bil nekaj časa od doma, ne govorim 1 teden, 2 tedna, ampak mesec, 2, 3, šele se zavedaš, kako lepa in fina država je Slovenija in kakšne privilegije imamo, ki se jih niti ne zavedamo in nismo hvaležni za njih. Kako torej zdaj, ko že nekaj časa živite v tujini, gledate na Slovenijo? Še vedno se štejem, da je Slovenija moj prvi dom, še vedno se preštevam za Slovenca. Definitivno vsakmu z veseljem povem, iz kje prihajam, smo ponosni na svoj jezik. Tudi naredimo zelo dobro promocijo, govorimo seveda dobro o Sloveniji, ker dejansko zagovarjamo in stojimo za tem, tako da bi nas mogla Slovenija mogoče začeti sponzorirati. Se pravi, po svetu ponosno poveš, da si Slovenc, marsikdo pozna Slovenijo, Slovenija ni več tak tabu, oziroma ni neka manjša nepoznana država. Veliko ljudi pozna razne svetovne figure, ki prihajajo iz Slovenije, športnike in tako naprej. In dejansko so navdušeni v tem, ko slišijo, da si iz Slovenije. Seveda včasih zamešajo za kakšne druge države, ampak ko jim razložiš, kje smo, kdo smo, nekatere te naše lokacije ali pa ljudi, ki prihajajo iz Slovenije, večinoma kar poznajo. In mislim, da je Slovenija odličen kraj za življenje in definitivno razmišljam, da se bom nekoč vrnil. Ne vem še kdaj, seveda imam le 24 let časa, imamo še dovolj za te stvari. Prihodnje leta želim posvetiti svoji karieri in se fokusirati na to, ker mislim, da je zdaj ta prav čas, ko si lahko to pustim tvegati, ker v najslabšem primeru, če gre vse po zlu, greš vedno lahko domov, si vedno lepo sprejet, poznaš okolico, poznaš ljudi. V vsakem primeru mislim, da se bom nekoč vrnil v Slovenijo. Imamo res lepo državo, imamo res lep jezik, lepo kulturo. Ne smemo je zanemarjati, ker mogoče se niti ne zavedamo, kako dobra in bogata je Slovenija. Nejc Soklič, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala lepa.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.